srečanje bomo nadaljevali s plenarnim predavanjem evropsko priznane somnologinje, docent dr. Barbare Gnidovec-Stražišar, specialistke pediatrije in otroške nevrologije iz Centra za motnje spanja otrok in mladostnikov iz Splošne bolnišnice Celje, ki se že več kot 20 let ukvarja s proučevanjem spanja in motenj spanja, prvenstveno pri otrocih. Poleg kliničnega in raziskovalnega dela pa je dr. Gnidovec-Stražišar aktivna tudi na področju promocije zdravega spanja in uspešno sodelujemo že nekaj let. Dr. Gnidovec-Stražišar, izvolite, ekran in publika je vaša. Hvala lepa. Naj se na začetku najprej zahvalim za povabilo in predvsem organizatorjem tudi za pobudo za to srečanje, kajti kot ste že slišali veliko strani dr. Bregant, pa upam, da vas bom tudi jaz z mojim predavanjem prepričala, da je spanje res zelo pomembno, predvsem stališča otroka in mladostnika. Jaz se opravičujem, morda se bodo neke tematike nekoliko ponovile, ampak predvsem bom poskušala malo bolj zdaj iz tega teoretičnega dela, kot ste slišali, navezati potem tudi na praktični vidik in seveda tudi potem navezavo z motnjami spanja, čeprav prvenstveno, kot že rečeno, moja tema današnja bo predvsem razvoj spanja in pa pomen spanja. Tako da se opravičujem, če bodo se stvari malo prekrivale. Super, hvala, izvolite. Tako da, če kar začnem s temle delenjem. Se vidimo? Ja, ekran vidimo. Samo mogoče poskusite, če deluje slajdanje oziroma listanje drsnic. Tako, ja. Odlično. Torej, v današnjem predavanju se bom dotaknila predvsem dveh tem. Eno je tako imenovana ontogeneza, se pravi razvoj spanja skozi različna starostna obdobja, predvsem z vidika, se pravi tako po eni strani trajanja spanja kot same arhitekture spanja in pa seveda, kadar govorimo o spanju, tudi ne moremo mimo cirkadianega ritma budnosti in spanja in nasploh naših cirkadianih bioloških ritmov. Zdaj, nekaj ste že slišali o pomenu spanja, tukaj nimamo enoznačnega odgovora in gotovo je to področje, kjer bo še veliko novosti, se pravi raziskovalno zelo zanimivo področje, lahko pa seveda že nekaj sklepamo iz tega, se pravi, zakaj je sama ontogeneza spanja takšna, kot je. Predvsem pa lahko se učimo o samem pomenu spanja, kadar raziskujemo posledice nezadostnega ali motenega spanja. Že tukaj bi na začetku omenila, da seveda je veliko o sami rutini, razporeditvi spanja, ampak moramo nenazadnje vedno se zavedati tudi tega, da so motnje spanja bolezni kot vse ostale, se pravi, da ne gre samo za neke vedenjske problematike, da ne gre samo zgolj za nespečnost, ampak za 90 različnih motenj spanja, ki imajo seveda tudi zelo različne načine zdravljenja. O pomenu spanja se seveda lahko učimo tudi iz različnih študij delnega ali popolnega odvzema spanja. Slednje so seveda po tem, kar današnji vemo, absolutno prepovedane, še posebej pa so tudi študije delnega spanja pri otrocih in mladostnikih manj zaželene, kajti vemo, da je spanje v tej starostni skupini še toliko bolj pomembno in posledice morebitnih takšnih študij lahko kar velike. Torej, ponavadi, ko govorim o pomenu spanja, ne morem mimo Alana Reichachna, ki je bil pionir raziskovanja spanja in v tem stalnem nekem raziskovanju o tem, zakaj 1/3 življenja pravzaprav prespimo, je nekoč izjavil, da če spanje ni absolutno življenjsko pomembno, da je potem to največja napaka, ki jo je evolucija naredila, kajti vemo, da neko primarno obliko spanja lahko zaznamo že pri tako nizkih vrstah, kot so različni črvi. Seveda vemo, da temu ni tako, čeprav nimamo, kot sem že rekla, enoznačnega odgovora, zakaj vse je spanje tako zelo pomembno. Torej, zakaj spimo? Dr. Bregantova vam je že omenjala
kakšne so vse funkcije spanja, kaj v spanju se poteka, se pravi, v spanju se izročajo različni živčni prenašalci, različni hormoni, v spanju poteka delitev celic, spanje tudi izrazitega pomena za uravnavanje telesne temperature, in kot že rečeno in kot bomo v nadaljevanju tudi nekoliko več posvetili tej temi, seveda za spomin, za predelavo kratkoročnega v dolgoročni spomin, za neke vrste čiščenje možganov, se pravi, da lahko brišemo nepotrebne podatke iz možganov in pripravimo možgane za pridobivanje novih spominov. In tisto, kar vemo približno zadnje 10 do 15 let, da je spanje zelo pomembno tudi za ohranjanje našega duševnega zdravja, kajti v spanju poteka čiščenje možganov, se pravi čiščenje razgradnih produktov presnove. Na živalskem modelu pomanjkanja spanja so pravzaprav pokazali, da brez spanja ni življenja. Takšna miška, ki je sodelovala v poskusu, kjer je vsakič, ko je zaspala, padla v vodo in jo je to prebudilo, je nekako po 27 dneh poginila. Poginila je pa predvsem zaradi odpovedi njenega imunskega sistema. Kaj pa pri človeku? Svetovni rekord deprivacije spanja sega v leto 1964, ko so na univerzi v Stanfordu pod zelo kontroliranimi pogoji preiskovali mladega študenta, in ta je lahko zdržano ostal buden kar nekaj več kot 11 dni. Seveda pa je imel ob tem izrazito hude težave, predvsem kar se tiče spomina, razpoloženja, koncentracije, in ob koncu poskusa je tudi haluciniral in je imel izrazito neprijetne čustvene senzacije. Ravno zaradi tega so seveda tovrstni poskusi današnji prepovedani. In tisto, kar je bilo potem pri tej študiji zelo zanimivo, je tudi, koliko je potem dejansko spal, ko je dobil priložnost za spanje. Vidite, da po 11-dnevni deprivaciji je pravzaprav spal nekaj več kot 14 ur, kar pomeni, da spanje ni nek proces, ki bi ga lahko kopičili v telesu oziroma v možganih in ga potem sprostili takrat, kadar imamo čas. Kar pomeni, da je spanje zelo pomembno vsakodnevno. Se pravi, to je še posebej recimo pomembno za naše najstnike, ki včasih mislijo, da bodo preko vikenda lahko manjko spanja, ki ga pridelajo med tednom, nekako spravili notri. Zanimivo za preiskovanca Randyja Gardnerja, desetletja kasneje po tem poskusu, ki ga je opravil kot mlad študent, je imel zelo, zelo hudo nespečnost. Tako da današnji vemo, da seveda tovrstni eksperimenti in tudi kronično pomanjkanje spanja ima dolgoročne posledice. Kaj pa pri otroku? Kot je bilo že verjetno omenjeno, otroci seveda potrebujejo več spanja, kot ga potrebujejo odrasli, in tole so nekje priporočila za tisto ustrezno količino spanja, ki so navedena v temnomodrem razdelku. Tisto, kar je v turkiznem, je nekako še sprejemljivo, medtem ko tisto, kar se nahaja v oranžnem območju, je bodisi nezadostno ali pa tudi prekomerno. Se pravi, tudi prekomerno spanje je patološko, in sicer imamo določene vrste motenj spanja, ki se kažejo za čezmerno zaspanost, tako imenovane centralne hipersomnije. Študije so jasno pokazale, da ljudje, ki konstantno spijo, zdravi odrasli, se pravi, ki konstantno spijo več kot 12 do 14 ur dnevno, imajo potem tudi lahko podobne posledice, kot jih ima nezadostno spanje, predvsem kar se tiče kardiovaskularnih obolenj. Se pravi, da ravno pravšnja količina je tista, ki je pravzaprav tudi najbolj zdrava. V drugi tabeli želim pokazati predvsem to, da ne samo, da je potreba po spanju pri otrocih večja in se potem s starostjo manjša, pač pa je tudi ta variabilnost zelo različna. Se pravi, obstajajo določeni ljudje, ki potrebujejo relativno malo spanja, in pa določeni ljudje, ki potrebujejo več spanja. Seveda so to ekstremi, ki so zelo redki, ampak ta individualna različnost je pa tudi pomembna, predvsem, kadar želimo vpeljevati nekakšna pravila, koliko mora kdo spati.
in podobno kot velja za motnje spanja, se pravi, ni motnje spanja, ki bi imela neko simptomatiko samo po noči, pač pa je za vsako diagnozo motnje spanja pomembno, da ima oseba tudi neke težave potem preko dneva, predvsem v njegovem dnevnem funkcioniranju, da to dejansko lahko diagnosticiramo in proglasimo za motnjo spanja. Spanje je pravzaprav primarna možganska aktivnost v zgodnjem razvoju in sicer nekje v okoli 26. 27. tedna se pojavi REM spanje oziroma v tistem obdobju imenovano aktivno spanje, kar nima še vseh značilnosti REM spanja pri odraslem. Otrok v prvih 2 letih prespi več kot polovico svojega življenja, potem pa je še nekje do 5. leta ta delež enak deležu budnosti, in tudi starejši otrok in mladostnik naj bi prespala še približno 40% običajnega dne. Se pravi, če govorimo o mladostniku, je ta meja nekje 9 ur spanja, kar pa na žalost raziskave kažejo, da zelo redko pravzaprav dosežejo. Zdaj, verjetno vam je že doktor Bregantova govorila o samem pomenu spanja, o pomenu za učinkovitost in plastičnost sinaps. Veste, da se rodimo z izrazito veliko gostoto nevronov in vsak nevron potem tvori tudi veliko povezav in vkolikor se te povezave ne bi tudi obrezovale in prekinjale, bi seveda prišlo hitro do zasičenja. In tukaj je spanje izrazitega pomena, predvsem to sinaptično obrezovanje, ki nekako poteka v globokem spanju in zato tudi nekako vse to odraža in korelira z samotogenezo spanja in arhitekturo spanja. Vemo, da se delež globokega spanja s starostjo zmanjšuje, kot se tudi zmanjšuje ta plastičnost možganov in ta sposobnost, se pravi, tvorjenja oziroma prekinjanja in obrezovanja sinaps. V spanje ni enovit proces. V spanju načeloma lahko grobo ločimo 2 fazi spanja. Eno je tako imenovano ne-REM spanje ali mirno spanje, drugo pa je REM spanje ali aktivno spanje. Za razlikovanje obeh faz spanja rabimo pri, bom rekla, otroku ali večjemu mladostniku ali odraslemu seveda metodo polisomnografije, kjer moramo snemati tako možgansko aktivnost, očesne gibe in pa mišični tonus. Pri majhnem otroku, pri dojenčku pa pravzaprav lahko že z vzorca njegovega vedenja ločimo aktivno in mirno spanje. Kot vidite, se možganska aktivnost zelo razlikuje in je v REM spanju izrazito podobna tisti v budnosti, medtem ko v ne-REM spanju se ta upočasnjuje, postaja višje amplitudna in gre do faze tako imenovanega globokega spanja oziroma faze 3 spanja, kot ga poimenujemo danes. Za aktivno spanje so značilni hitri očesni gibi, ki se lahko dogajajo pri odprtih ali zaprtih očeh, medtem ko so običajno v ne-REM fazi spanja oči zaprte in teh očesnih gibov ne zaznamo, razen tako imenovanih počasnih rotirajočih se gibov zrkel, ki jih vidimo ob samem uspavanju na prehodu iz budnosti v fazo dremeža. Zelo pomemben, se pravi, za identifikacijo REM spanja pa je tudi mišični tonus, kajti v REM spanju nastopi stanje mišične atonije. Ta se razvije v prvih nekaj mesecih, običajno v prvih 6 mesecih, zato vidimo, da pri dojenčku je tudi v fazi aktivnega spanja zelo veliko motorične aktivnosti in tudi ta ima svoj pomen kot neke vrste spodbuda za možgane, za njihov razvoj, zlasti v tistih obdobjih, ko otrok ni buden. Veste, da dojenček potrebuje bistveno več spanja kot odrasel človek oziroma večji otrok. Zato se pravi, v tem dojenčkovem obdobju preferenčno uporabljamo poimenovanje mirno in aktivno spanje, kasneje pri večjem otroku pa podobno kot odraslem govorimo o REM in ne-REM spanju. Drugačne so tudi avtonomne funkcije in sicer v mirnem spanju bo otrok izrazito mirno dihal, počasi, dihanje prsnega koša in trebuha je usklajeno, medtem ko pri aktivnem spanju lahko vidimo tako imenovano paradoksno dihanje,
kratke prekinitve dihanja in podobno je z srčno frekvenco. Srčni ritem je v mirnem spanju izrazito reden, nekoliko počasnejši kot v aktivnem spanju, kjer je lahko tudi nereden. Velikokrat starši, ki opazujejo dojenčke, opazijo vse te fenomene aktivnega spanja, še posebej zato, ker je aktivno spanje pri majhnih otrocih bolje zastopano in velikokrat jih to v praksi potem lahko privede tudi do zdravnika, kajti opažajo ta sunkovita, neenakomerna dihanja in ta paradoksni vzorec dihanja, kar jih lahko zelo prestraši. Če damo, se pravi, to razlikovanje med različnimi fazami spanja, kot ga lahko vidite tukaj, z metodo polisomnografije, kjer beležimo možgansko aktivnost, aktivnost mišic in hitrih očesnih gibov in le na ta način lahko natančno potem dobimo vpogled v samo arhitekturo spanja. Zdaj, če te dve fazi spanja damo v tisto krivuljo potrebe po spanju, lahko vidite, da ne samo, da se s starostjo potreba po spanju zmanjšuje, pač pa so tudi razmerja posameznih faz spanja v različnih starostnih obdobjih različna. Novorojenček se rodi z približno enako zastopanostjo mirnega in aktivnega spanja. Vmes vidite, da imamo tudi tako imenovano prehodno spanje, to je spanje, ki ima značilnosti tako enega kot drugega in ga ne moremo bolj natančno opredeliti. To nekako potem preide v tako imenovano fazo 1 oziroma dremež. Raziskovalci se v zdajšnjem obdobju zelo sprašujemo, ali je to ločevanje faze 1 oziroma dremeža sploh potrebno, kajti velikokrat v praksi, ko analiziramo spanje, je to obdobje tisto, kjer največkrat pride do razlikovanja med posameznimi učitovalci, kajti obdobje faze 1 je definirano kot obdobje 30-sekundnega posnetka polisomnografije, v katerem je delež alfa aktivnosti v budnosti manjši kot polovico te 30-sekundne periode. In zato je to razlikovanje velikokrat težko in vidite, da gre v bistvu tukaj kar za neko nadaljevanje tako imenovanega prehodnega spanja. Delež REM spanja se potem začne že v prvem letu starosti izrazito zmanjševati in pride potem do tistih 20 do 25%, kot ga vidimo pri zdravem odraslem človeku. Obratno pa se poveča delež ne-REM spanja, predvsem globokega ne-REM spanja. In to poznavanje ontogeneze je pomembno predvsem za prepoznavo različnih motenj spanja, da razumemo, zakaj so določene motnje spanja, kot so na primer tako imenovana nepopolna prebujanja z globokega spanja, tako imenovane parasomnije, najbolj pogoste pravzaprav v tem zgodnjem šolskem obdobju, kjer imamo tudi največjo količino globokega spanja. V sami arhitekturi spanja je pomembno tudi, da vemo, da se ti dve obdobji mirnega in aktivnega spanja preko noči stalno izmenjujeta v tako imenovanih ciklusih spanja. In cikel spanja se s starostjo postopno podaljšuje. Pri zdravem odraslem človeku znaša to ciklično menjevanje ciklusov spanja na vsakih približno 90 do 120 minut, kar pomeni, da na koncu vsakega ciklusa spanja, ki ga sestavlja, se pravi obdobje lahnega spanja, obdobje globokega spanja in REM faze spanja, sledi kratkotrajno prebujanje. In pri dojenčku je to ciklično izmenjevanje na vsakih 50 do 60 minut, kar razloži pravzaprav to, da se dojenčki izraziteje pogosteje prebujajo kot večji otroci. In vkolikor otrok ni usvojil še samostojnega večernega uspavanja, potem tudi ob teh normalnih fizioloških prebujanjih na prehode z enega ciklusa spanja v drugega potrebuje običajno pomoč. Se pravi, da sledi namesto kratkotrajnega prebujanja daljše prebujanje, ko potem potrebuje pomoč pri ponovnem uspavanju v naslednjem ciklu spanja. Zato je to učenje samouspavanja, ki ga je že omenila tudi dr. Bregantova pred mano, tako zelo pomembno. Tisto, kar želim opozoriti tukaj, je, da boste videli, da v prvih 2 mesecih nekako se otrok uspava neposredno v aktivno obdobje spanja. In to je vzorec, ki ga kasneje zasledimo zgolj pri določenih boleznih, kot je na primer narkolepsija, kjer je to celo diagnostično, se pravi neposredno uspavanje v REM fazo spanja je nekaj, kar je signifikantno oziroma je diagnostično za
postavitev diagnoze narkolepsije. In to je edini način, se pravi, nočno polisomografsko snemanje, kjer analiziramo arhitekturo spanja. Ta cikel spanja se potem postopno podaljša in v prvi del potem pride NREM spanje in nekako doseže dolžino normalnega ciklusa zdravega odraslega človeka pri približno starosti 3 let in pol. Tisto, kar je pomembno, da vemo, je, da se ta obdobja mirnega in aktivnega spanja ne vrstijo stalno enako. Pri novorojenčku vidimo, da so zastopana enakomerno. Novorojenček veste, da spi na vsake 3 do 4 ure in ima tako imenovani ultradiani ritem. Kasneje pa se začne predvsem to REM spanje pomikati v drugi del noči, medtem ko v prvem delu noči nastopi ta glavnina tega globokega spanja oziroma spanja počasnih valov. In tudi to je potem pomembno za prepoznavanje različnih motenj, ki se lahko pojavijo v spanju, predvsem že omenjenih parasomnij, kajti vemo, da parasomnije, ki so vezane na globoko NREM spanje, se bodo prvenstveno pojavljale v prvem delu noči, medtem ko določene parasomnije, kot so REM parasomnije, pa bomo večkrat potem zasledili v drugem delu noči. In to je zelo klinično uporabno, kajti pomembno je vselej, da postavimo pravilno diagnozo spanja, da potem tudi nekako pristopimo k pravilnemu načinu zdravljenja. Spanje je izrazito pomembno tudi za samo uravnavanje vedenja in čustev, kot vam je že povedala doktor Bregantova. In sicer je sposobnost samouravnavanja eden izmed zelo pomembnih mejnikov v razvoju v zgodnjem otroštvu. In sicer so tukaj pomembne tako imenovane predvsem izvršilne funkcije, ki nekako nadzorujejo pozornost, vedenje in čustva. In to je tudi eno izmed prvih prilagoditvenih vedenj, je ravno uravnavanje spanja. Zato neka normalna arhitektura spanja in normalna ontogeneza spanja že v tem zgodnjem razvoju da potem tudi nekako zagotovilo za normalen razvoj kasneje, kar velikokrat vidimo pri otrocih z motnjami v razvoju, ki jih je omenila tudi doktor Bregantova, ti imajo bistveno več težav pri samem uravnavanju spanja. Razvoj spanja je v prvih letih življenja zelo hiter in sledi nekako povezavi s strukturnim, biokemičnim in kognitivnim spremembam v razvoju. In kot smo že omenjali, spanje in izvršilne funkcije, tukaj je udeležen predvsem ta prvi del možganov, se pravi prefrontalni in frontalni del, ki nekako najpočasneje dozoreva. Vemo, da se dozorevanje sprednjega dela možganov konča šele po drugi dekadi, se pravi po 20. letu starosti. In to je del možganov, ki je nekako odgovoren za izvršilne funkcije, to so živčne dejavnosti, ki so vpletene v sposobnost samouravnavanja vedenja. Omogočajo načrtovanje, začetek in izvedbo ciljno usmerjenega vedenja preko nekih nizov koordiniranih in strateških dejanj. Ločimo v osnovi tako imenovana hladne funkcije, kot so recimo delovni spomin, inhibicija, kognitivna prožnost, prilagoditveno vedenje in pa tako imenovane vroče, predvsem tiste, ki so povezane z limbičnim sistemom, se pravi nadzoru čustev, sprejemanja odločitev in inhibicije in samoregulacije svojega vedenja. In izvršilne funkcije so tiste, ki so najbolj podvržene negativnim učinkom nezadostnega ali motenega spanja. Zato so motnje spanja pri otrocih še toliko bolj lahko pomembne, da jih dovolj zgodaj odkrijemo, kajti kot ste tudi videli na posnetke, ki je kazala jih doktor Bregantova, imajo lahko dolgoročne posledice za sam razvoj možganov. Kakšni so znaki teh motenih izvršilnih funkcij? Značilno ti otroci, ki imajo težave, bodisi z nezadostnim spanjem, bodisi z različnimi motnjami spanja, ki vplivajo na kvaliteto njihovega spanja, bodo imeli veliko težav z neko nizko stopnjo frustracije. Običajno imajo simptomatiko motenj pozornosti z hiperkinetičnostjo in velikokrat lahko to morda napačno označimo za primarno motnjo ADHD.
imajo lahko zelo impulzivno vedenje, niso sposobni nekih preprostih opravil v razredu, velikokrat so moteči, velikokrat se nekako postavljajo v ospredje. Skratka, povsem obratno oziroma nek paradoksen znak čezmerne dnevne zaspanosti, za katero vemo, da pri večjem otroku ali pri odraslem se prvenstveno kaže z neko povečano stopnjo zaspanosti, najprej v bolj dolgočasnih situacijah, kasneje pa lahko tudi pri nekih bolj aktivnih spremembah oziroma nekaj večje aktivnosti, kot je na primer tudi vožnja oziroma upravljanje motornega vozila. Se pravi, predvsem v sklopu teh duševnih posledic pomanjkanja spanja lahko naštevamo različne čustvene motnje, večjo stopnjo anksioznosti, depresije, samomorilnega vedenja in obratno, ne, potem seveda večja stopnja anksioznosti in depresije še dodatno potem vpliva na moteno spanje in pride do tako imenovanega sklenjenega kroga. Otroci, ki so neprespani, imajo slabo kontrolo misli, pogostokrat zlasti pri mladostnikih srečamo tvegane oblike vedenja za zlorabo različnih poživil in tudi drog. Imajo čustveno disregulacijo, to vpliva potem seveda tudi na njihovo funkcioniranje v družbi, na njihovo socialno interakcijo in pa na ta način so bolj dovzetni za stres. Drugi pomen spanja, predvsem v tem starostnem obdobju, je seveda spanje za učenje oziroma za spomin, kot ste že slišali v predavanju dr. Bregantove, je tukaj pomembna struktura za samo pridobivanje in kopičenje spominov hipokampus, ki pa ga moramo nekako po domače vsako noč sprazniti. In tukaj ima pomembno vlogo spanje, se pravi, v spanju poteka konsolidacija kratkoročnega v dolgoročni spomin in hkrati tudi učinkovito brisanje sinaptičnih povezav in brisanje spominov, ki niso pomembni, zato da naše možgane lahko pripravimo za novo učenje naslednjega dne. In tisto, kar je zanimivo, je, da je to povezovanje, se pravi, in to kodiranje spomina zelo odvisno tudi od naše stopnje naspanosti in tudi od različnih, se pravi, spominov. Bolj kot bomo nenaspani, bolj bomo nekako si zapomnili tiste neprijetne stvari, namesto da bi jih pozabili. In tukaj lahko govorimo o tako imenovanem od spanju odvisni reorganizaciji spomina. Se pravi, je pomembno, da zato, da bomo si stvari bolje zapomnili, in tudi na področju, se pravi, deklarativnega spomina in tudi na področju, se pravi, motoričnega spomina, je zelo pomembno, da imamo po učenju dovolj spanja, zato da je potem kasneje ta preklic vsebin, ki smo se jih naučili, lažji. Tukaj navajam samo nekaj primerov, kakšno je pravzaprav sama aktivnost v hipokampusu v razmerah neke kronične deprivacije spanja. Vidite, da je aktivnost bistveno manjša kot pri nekom, ki spi dovolj. In tisto, kar sem že omenjala, predvsem je problem v tem, da vkolikor smo deprivirani, nam manjka spanja, potem seveda nekako si manj zapomnimo tiste pozitivne spomine, ki si bi jih želeli pač nekako bolj obdržati. Kot že rečeno, velja potem to tudi za druge oblike, se pravi tudi za neke motorične naloge, kot lahko vidimo na tej sliki, se pravi, kadar izvajamo neko nalogo in jo potem pač ponovimo, je ta stopnja, se pravi, ponovljivosti bistveno večja, če potem učenju sledi spanje. In ta učinek potem vidimo je pravzaprav dolgotrajen, se pravi, tudi zvečer to nalogo izvedemo bolje, če smo vmes dobili zadostno količino spanja. In to seveda razloži potem druge posledice pomanjkanja spanja, ki so še posebej pomembne za šolajoče se otroke in mladino, se pravi njihova akademska uspešnost. Pomanjkanje oziroma moteno spanje lahko vodi v kognitivne motnje, pomanjkanje nekega abstraktnega mišljenja vodi lahko v slabši učni uspeh in tudi potem v večjo abstinenco od pouka. Pomanjkanje spanja ima neke vrste podobne posledice kot
stopnja alkohola v krvi. In tukaj želimo opozoriti predvsem na to, da mi podatkov v našem okolju nimamo, kajti nekako čezmerna dnevna zaspanost oziroma nezadostno nočno spanje oziroma moteno nočno spanje pri nas v uradnih evidencah ni med vzroki za prometne nesreče. Vemo pa iz podatkov v tujini, da pravzaprav kar 20% vseh prometnih nezgod, zlasti tiste, kjer je voznik nenadoma zapeljal v levo, je posledica čezmerne zaspanosti. In pred leti smo imeli v Evropskem združenju akcijo, kjer smo želeli opozoriti na problem zaspanosti za volanom, predvsem na račun pogosto neodkritih in nezdravljenih obstrukcijskih motenj spanja, motenj dihanja v spanju, ki so izrazito pogoste, predvsem v luči naraščajoče debelosti, in nekako imamo pravzaprav svetovno epidemijo teh motenj, kajti ocena je nekje, da ima 5% odraslih ljudi motnje dihanja v spanju. Zato je pomembno, da tudi to pomislimo in nekako po tej akciji, ko je šel avtobus skozi vse evropske države in v luči osveščanja o pomenu ustrezne zaspanosti oziroma naspanosti za volanom, smo nekako dosegli potem s tisto ključno spremembo zakonodaje, kajti ta avtobus je končal svojo pot v Bruslju, kjer je bil potem sprejeta direktiva evropska, ki je tudi veljavna pri nas, da vsi, ki imajo jasne znake čezmerne dnevne zaspanosti, morajo opraviti ustrezno diagnostiko, preden lahko se vrnejo v promet. In to velja tako za profesionalne kot za amaterske voznike. Kajti zaspanost za volanom, kot že rečeno, je velik problem. Če pa govorimo o mladostnikih, ti so nagnjeni k večjim poškodbam, tako predvsem v športu, lahko tudi pri delu, kadar so že vključeni v proces dela. Nenazadnje, v Ameriki je bil to eden izmed pomembnih dejavnikov, da so privedli do tega, da se pouk v srednjih šolah ne pričenja pred 8:30, kajti tam so se spopali z epidemijo mladostnikov, ki so bili udeleženi v prometnih nesrečah ob sami vožnji v šolo, kajti veste, da tam se že pri 16 letih lahko samostojno vozijo. Še ena izrazita epidemija je naraščajoča debelost pri otrocih in tudi tukaj je spanje izrazito vpleteno. Vemo, da pomanjkanje spanja nekako vodi lahko v razvoj metabolnega sindroma. Tukaj je ena shema, ki naj bi nekako poskušala razlagati, kako do tega pride. Po eni strani vemo, da v stanju nezadostnega spanja imamo večjo potrebo po vnosu hrane zaradi večjega izločanja hormona lakote, grelina in hkrati manjšega izločanja hormona sitosti leptina. Poveča se nam tudi izločanje oreksina, ki je sicer živčni prenašalec udeležen v vzdrževanju budnosti, in vse to potem vodi v večji apetit in večji vnos hrane. Po drugi strani pa je poraba, kljub temu, da smo dlje časa budni, manjša, kajti v stanju kronične deprivacije imamo spremenjeno termoregulacijo, bolj smo utrujeni, več je sedentarne aktivnosti in to vodi potem v manjšo porabo in v razvoj debelosti. In zakaj govorimo o metabolnem sindromu? Ker tudi po drugi poti, se pravi, deprivacija spanja vodi v povečanje inzulinske rezistence in se pravi motene regulacije glukoze in razvoj metaboličnega sindroma. In kot že rečeno, debelost je eden izmed pomembnih dejavnikov pri razvoju obstrukcijskih motenj dihanja v spanju, ki potem preko dodatno motenega spanja spet vodijo lahko v še poslabšanje stanja debelosti. In tudi tukaj pridemo do zaprte zanke. Tole sliko ste že videli, se pravi, spanje je izrazito pomembno tudi za imunost. Kot sem vam pokazala, pri eksperimentalni živali pogine žival predvsem zaradi odpovedi imunskega sistema in podleže okužbam. Že po eni neprespani noči bomo imeli povečano tveganje, da zbolimo, da se nalezemo prehlada, medtem ko kronično pomanjkanje seveda lahko vodi v neko kronično vnetje
ki potem lahko vpliva na različne organske sisteme in vodi na eni strani tako v razvoj kardiovaskularnih, možgansko-vaskularnih obolenj, kot tudi karcinomskih obolenj. Zdaj, če pogledamo predvsem stališča otrok, so telesne posledice, se pravi lahko razvoj metabolnega sindroma in večje tveganje za razvoj debelosti, potem pa po drugi strani lahko vpliva nezadostno spanje tudi na zmanjšano rast, kajti veste, da rastni hormon se izloča v globokem spanju in otroci, zlasti tisti, ki imajo neprepoznane obstrukcijske motnje dihanja v spanju, imajo pogosto težave pri napredovanju na telesni teži ali pri rasti. Tisto, kar je bilo tudi že omenjeno, se pravi, pa je morda za našo populacijo manj zanimivo v tej fazi, dolgoročno pa vsekakor pomembno, je ta vpliv oziroma pomen spanja za tako imenovano čiščenje možganov preko aktivacije limfatičnega sistema. Vemo, da se v spanju volumen tega zunajceličnega prostora poveča in v njem se vzpostavi tudi tok te tekočine, se pravi, imenujemo ta sistem limfatični sistem, ki odplavlja razgradne produkte presnove, kot sta beta-amiloid in tau protein. To je bilo pokazano pri miškah, kako je pomembno spanje za odplavljanje teh substanc. Poskus pri ljudeh pa je pokazal, da že po eni neprespani noči imamo v našem možganski tekočini bistveno večjo koncentracijo beta-amiloida, in sicer je tukaj v tem eksperimentu bilo narejeno selektivno deprivacija globokega spanja, medtem ko pri kronični deprivaciji globokega spanja v trajanju tedna dni vidimo, da pride tudi do kopičenja tau proteina, in vemo vse to, da nas potem seveda to navdaja za prejšnji razvoj možne, recimo, demence, kot je Alzheimerjeva demenca. Če govorimo o razvoju spanja, seveda ne moremo mimo cirkadianih ritmov. Razvoj ritma budnosti in spanja je eden izmed pomembnih ontogenetskih procesov v zgodnjem razvoju možganov in v zgodnjem razvoju otroka. Kot vidite, so obdobja budnosti in spanja pri novorojenčku enakomerno razporejena preko dneva in noči, vendar že ob koncu prvega meseca življenja najdaljše obdobje spanja ni več naključno umeščeno, pač pa je umeščeno v nočni čas, in tik pred najdaljšim obdobjem spanja je tudi najdaljše obdobje budnosti, in to so že zametki delujočega cirkadianega biološkega sistema, ki je že povsem funkcionalen v starosti 3 mesecev. Se pravi, takrat je glavnina spanja ponoči, seveda pa, kot je bilo že omenjeno v prejšnjem predavanju, otroci potrebujejo še dnevne počitke, ker imajo večjo potrebo po spanju. Večina ta dnevni počitek nekje v starosti 1 leta prične, se pravi, zgoščevati na dejansko en dnevni počitek, ki ga potem ohranijo različno, običajno nekje do vstopa v šolo. Doktor Bregantova je govorila o pomenu tega dnevnega počitka za sam razvoj možganov. Seveda pa je ta počitek, spet ga moramo nekako ustrezno umestiti v časovni kontekst, se pravi, kadar bo naš šolar v starosti 10-12 let konstantno potreboval dnevni počitek, potem seveda je na mestu vprašanje, kaj je narobe z njegovim nočnim spanjem, ali ga je premalo, ali ima morda neko motnjo spanja. Se pravi, naj nam bo tudi v razmislek. Vsi, ki delamo v nočnem delu, vemo, da dnevno spanje nikoli ne more nadomestiti nočnega spanja, kajti takrat imamo višjo temperaturo, nimamo hormona spanja, tako da je to dnevno spanje slab nadomestek nočnega spanja. Seveda je dovoljena tako imenovana siesta, ki jo imajo predvsem mediteranske države, po kosilu sredi dneva, ko nam stopnja vigiligance nekoliko pade, vendar pa samo v obliki nekega kratkotrajnega spanja, še posebej in samo pri ljudeh, ki nimajo potem kasneje težav z večernim uspavanjem. Kajti zato, da lahko zvečer normalno zaspimo, potrebujemo zadostno stopnjo spalnega pritiska, ki pa ga lahko z nekim rednim dnevnim počitkom preveč sprostimo in imamo na ta način potem težave z uspavanjem zvečer.
Naše cirkadiane ritme pobuja cirkadiana biološka ura, ki se nahaja v suprakezmalnem jedru in ta pravzaprav potem preko vpliva na češariko, ki izloča melatonin, vpliva na vse ritme v našem telesu. Nekako pravimo, da je ta suprakezmalno jedro, naša notranja biološka ura, tako imenovani master clock, ki potem vpliva na periferne ure, ki se nahajajo v vseh ostalih organih. Vemo, da imamo vse funkcije v našem telesu, imajo nekakšen ritem, se pravi od nihanja telesne temperature, nihanja krvnega tlaka, različnih hormonov in vse to je zelo pomembno za razumevanje nekaterih posledic, naprimer, zakaj je največ srčnih infarktov ravno v zgodnjem jutranjem času, ko prične naraščati telesna temperatura, ko se prične naraščati stresni hormon. Potem bo to nedvomno v nadaljnjem razvoju pomembno za aplikacije različnih zdravil, se pravi, da ne bo pomembno samo enakomerno odmerjanje, pač pa odmerjanje glede na fazo naše notranje biološke ure. Naša cirkadiana biološka ura, se pravi, predvideva in prilagaja našo fiziologijo in jo prilagaja temu periodičnemu izmenjevanju dneva in noči, in sicer, da smo usklajeni z 24-urnim ritmom dneva. Kot vidite, se pravi, imamo v določenih obdobjih maksimume in minimume za različne ritme v našem telesu. In veseli me, da je ravno cirkadiana fiziologija tista, ki je prinesla prvo Nobelovo nagrado na področju somnologije, to je bilo leta 2017, in sicer so jo dobili raziskovalci, ki so odkrili tako imenovane urne gene, clock gene, ki se neprestano prepisujejo v naši notranji biološki uri in potem skrbijo za to ritmično izmenjevanje različnih funkcij v našem telesu. Pri večini ljudi je to prepisovanje genov pravzaprav ima periodo, ki je nekoliko daljša kot 24-urni dnevni cikel. Zato je pomembno, da smo vpeti v nek ritem našega življenja in da smo izpostavljeni tako imenovanim zunanjim dajalnikom časa, ki učvrstujejo našo uro in jo vsak dan znova, če rečem po domače, resetirajo zato, da deluje v ritmu 24 ur. In tukaj je izrazitega pomena to periodično izmenjevanje in izpostavljenosti svetlobi in temi. Se pravi, temi moramo biti izpostavljeni po noči, medtem ko je zlasti zgodaj zjutraj zelo pomemben ta signal dnevne svetlobe. To je najmočnejši sinhronizator za našo notranjo biološko uro. Pomemben pa je seveda tudi naš ritem družabnih dejavnosti. Se pravi, da imamo neko potrebo, da vsako jutro vstanemo, da gremo na delo, da imamo nek ritem utečenih aktivnosti. Ne samo za otroka, kot je poudarila tudi doktor Bregantova, kako pomembna je ta rutina, ampak za vse nas je pomembna ta rutina, kajti tudi te, ne samo za regulacijo čustev, ampak predvsem zaradi tega utirjanja naše notranje biološke ure, da ne teče po svojem notranjem prostotekočem ritmu. Tukaj imajo pomen tudi redni obroki hranjenja, pa predvsem vsi ti principi dobre higiene spanja, ki rečemo stalna ura večernega uspavanja, stalna ura jutranjega prebujanja. Kot že rečeno, melatonin je tisti glavni notranji sinhronizator, se pravi hormon spanja, ki ga izloča češarika, in najbolj pomemben signal za izločanje melatonina je signal teme. Zato je pomembno, da zvečer zmanjšujemo osvetlitev, da smo ponoči izpostavljeni temi, kajti že nočna svetilka, ki daje osvetljenost jakosti približno 100 luksov, lahko popolnoma zavre izločanje našega hormona spanja. Se pravi, notranja biološka ura potem sinhronizira ostala periferna jedra in nekako tisto, kar želim tukaj poudariti, je ta obratnost ritma telesne temperature in plazemskega melatonina. Se pravi, zvečer, če želimo, da bomo lahko zaspali, se nam mora začeti telesna temperatura postopno zniževati in doseže nekje najnižjo točko tam okoli 4. ure zjutraj, ko imamo obenem najvišjo koncentracijo melatonina v plazmi. Podobno se potem ravna tudi kortizol, stresni hormon se zvečer zniža, potem pa se začne zgodaj zjutraj dvigovati in to je tisto tvegano obdobje recimo za razvoj nekih srčno-žilnih dogodkov.
Doktor Bregantova je že nekaj govorila o kronotipu, res je, ne, glede na naš ritem izločanja melatonina, lahko vidimo, da se ljudje razlikujemo. Nekateri smo bolj pozni kronotip oziroma govorimo tudi o sovah, ki se uspavamo kasneje in tudi potem zjutraj s težavo vstajamo zgodaj zjutraj, kajti dejansko se to odraža v ritmu izločanja melatonina. Po drugi strani pa tako zvani jutranji kronotipi imajo nekako tendenco k temu, da zvečer zaspijo lažje prej in potem tudi zjutraj brez težav lažje vstanejo. To je tista danost, ki jo prinesemo s seboj na svet. Potem pa seveda se dogajajo tudi fiziološke spremembe kronotipa s starostjo. In tisto, kar želim poudariti tukaj, je predvsem ta zamik faze cirkadiane biološke ure s puberteto, kjer pride nekje do 2-urnega zamika tako v ritmu izločanja melatonina, kot v ritmu izločanja ostalih hormonov in tudi nihanje telesne temperature. Kar pomeni, da nekako najstniki vsi postanejo bolj sove, obratno pa se zgodi z ritmom po 65. letu, ko pride do zamika cirkadiane faze na zgodnejše obdobje. Zato starostniki grejo brez težav zvečer lahko zgodaj spat. Dodatno k temu vpliva tudi recimo sam ritem, ki ga imajo običajno v domovih za starejše občane, kjer se zgodaj luči pogasnejo, kjer imajo zgodaj večerjo in potem seveda grejo spat prej in se zbudijo potem zelo zgodaj zjutraj. Ampak pri adolescentu je pa stanje ravno obratno, se pravi, da zaradi tega zamika faze izločanja melatonina se ne morejo dovolj pravočasno uspavati, da bi lahko zadostili socialnim potrebam, ki pa so velikokrat predvsem odražene v zelo zgodnem pričetku šolskega pouka. Zlasti v manjših okoljih, recimo izven teh velikih središč, se pogosto pouk v srednjih šolah in v gimnazijah pričenja praktično 5-krat tedensko že ob 7. uri, kar pomeni za mladostnike, ki se morajo voziti v šolo, pogosto vstajanje ob zelo, zelo zgodnjih urah. In če imamo na eni strani potem njihovo potrebo po spanju, ki naj bi bila vsaj približno 9 ur, pridemo potem tukaj do bistvenega razkoraka, ki se odraža v kronično nezadostni priložnosti za spanje in kronično nezadostnem spanju. Na uravnavanje spanja, kot sem že omenila, vplivata v osnovi 2 procesa. Na eni strani zelo pomembna naša cirkadiana biološka ura, ki nam pobuja budnost, zato smo budni najbolj tik preden gremo spat. In po drugi strani sem tudi že omenila, kako pomemben je ta spalni pritisk oziroma homeostatski proces. Se pravi, zjutraj z prebujanjem pričnemo kopičiti homeostatski dolg spanja, ki se odraža predvsem z količino globokega spanja, globokih počasnih valov, ki jo lahko najdemo v možganski aktivnosti. Marker nekako biološki je pa kopičenje adenozina, zato nam recimo uživanje kave lahko tudi sprosti nekoliko ta spalni pritisk. Pomembno je, da se sta zvečer ta 2 procesa usklajena, kajti samo to nam omogoča potem ta lahek prehod iz budnosti v spanje in potem seveda naslednjega jutra pričnemo naslednji ciklus. Podobno je ponazorjeno tukaj, se pravi, glavni sinhronizator in glavni marker noči je melatonin, medtem ko cirkadiana biološka ura pobuja predvsem stopnjo aktivnosti, medtem ko homeostatski proces pa stopnjo tega spalnega pritiska. In zakaj to omenjam? Zato, ker ne samo, da je pri mladostnikih faza njihove cirkadiane biološke ure zakasnjena, pač pa je tudi to nabiranje tega spalnega pritiska nekoliko počasnejše, kar jih vse potem nekako vodi do tega, da bi se uspavali kasneje. Se pravi, po eni strani imamo zamik cirkadiane biološke ure, počasnejše kopičenje spalnega pritiska, vse vodi v zakasnitev večernega uspavanja. Dodatno potem tudi sami okoljski dejavniki. Mladostništvo, se pravi puberteta, je obdobje druženja. Takrat ponavadi postanejo mladostniki avtonomni, večino časa preživijo v svojih sobah, starši nimamo več vpogleda v to, kdaj v resnici gredo spat.
Po drugi strani se pogosto zaradi njihove biološke danosti raje učijo zvečer, in sicer imajo velikokrat v srednjih šolah veliko šolskih obveznosti, ki jih lahko potem tudi dodatno podaljšajo v noč. In pa seveda ne smemo pozabiti na to komponento druženja, zaradi svoje biološke danosti, se pravi in svoje zakasnitve, faze cirkadiane biološke ure in poznega kronotipa se raje družijo zvečer, velikokrat se zadržujejo predolgo časa tudi na različnih socialnih omrežjih, pred zasloni, ki lahko še dodatno potem vplivajo na zakasnitev njihovega uspavanja. Po drugi strani pa zlasti zgodnji pričetek šolskega pouka nekako iz sociološke strani zahteva od njih pravzaprav zgodnje vstajanje. In potem tukaj pridemo do tako zvanega popolne nevihte, se pravi, ki se odraža v tem, da lahko rečem, da je 95% naših mladostnikov kronično neprespanih. In če nekako ponazorim, približno 2-urni zamik faze cirkadiane biološke ure, potem še nekako 1 ura dodatno na račun počasnejšega naraščanja dolga spanja vodi v približno 3-urni zamik večernega uspavanja. In da ponazorim, kaj pomeni zbujanje najstnika ob 7 uri, to je približno tako, kot če bi mi vstajali vsak dan ob 4 uri in bili ob 5 zjutraj na svojem delovnem mestu. Pogostokrat takrat, ko recimo imajo ti mladostniki različne preizkuse znanja, že prvo šolsko uro, to nekako se odraža tako, kot če bi imeli mi najbolj zahteven sestanek oziroma projekt ob 5 uri zjutraj. Ni seveda tukaj problem samo naša šola, problem je vse, odkar je nekako Edison odkril žarnico, se pravi, velikokrat se preveč zadržujemo na svetlobi zvečer, velikokrat se preveč zadržujemo v notranjih prostorih, in pa seveda veliko mero pri tem imajo tudi uporaba različnih zaslonov, ki sevajo predvsem modro svetlobo, na katero je naš cirkadiani biološki sistem najbolj odziven. Zdaj, kaj lahko naredimo sami, da vse to nekoliko omilimo ali preprečimo? Kot že rečeno, nekaj je biološka danost. Seveda, rešitev, kar se tiče šole, bi bila enostavna, pa vendar ni tako zelo enostavna, kajti iti v nek družbeni konsens, da bi se pouk v srednjih šolah in gimnazijah v vsej državi zamaknil, je velik projekt, kajti tukaj je potem seveda udeleženo v transporte, ki velikokrat niso prilagojeni mladostnikom, pač pa delavcem, predvsem tistim, ki imajo recimo izmensko delo in začenjajo prvo izmeno ob 6 uri. Potem seveda vsi otroci so vključeni v vrsto različnih dejavnosti, ki bi se najraje pričenjale že ob 12 uri, kot so recimo glasbene šole, različne športne dejavnosti in podobno. In nenazadnje pogosto tudi razumevanja strani staršev ali pedagogov ni, češ, tudi mi smo morali vstajati zgodaj, pa naj se kar ne vajajo, naj grejo prej spat, pa bodo dovolj naspani. Ampak žal, kot upam, da sem vas prepričala, temu ni tako, se pravi, zaradi njihove biološke danosti ne morejo enostavno se uspavati prej. Zelo veliko lahko naredimo predvsem na področju osvetljenosti in zadrževanja na svetlobi. Kot lahko vidite tukaj, je svetloba in njen vpliv na našo cirkadiano biološko uro zelo različen, glede na to, kdaj smo svetlobi izpostavljeni. In sicer izpostavljenost svetlobi v poznem času, se pravi v zvečer, bo našo cirkadiano biološko uro premaknila na kasnejši čas, se pravi, bo prišlo do zamika faze biološke ure. Po drugi strani pa ta izpostavljenost svetlobi v zgodnjih jutranjih urah pa potegne našo notranjo biološko uro na nekoliko zgodnejši čas. Zato je zelo pomembno in tisto, kar želimo poudariti, zlasti pri mladostnikih, ki čez teden nimajo dovolj priložnosti za spanje zaradi potrebe po zgodnjem jutranjem vstajanju, da preko vikenda ne naredijo prevelikega premika. Kajti pomembno je, da do zjutraj dobijo ta močan signal svetlobe, zato da bodo zvečer šli lažje prej spat, da se jim bo začel njihov hormon spanja izločati prej. In kot že rečeno, elektronske naprave po eni strani vplivajo na zavirano izločanje melatonina, kar lahko vodi ne samo v zakasnjeno fazo
ritma budnosti in spanja, pač pa tudi v slabše spanje. Vemo, da izpostavljenost svetlobi zvečer spremeni arhitekturo spanja in tudi ponoči predvsem, kadar spimo v preveč osvetljenem prostoru. In tisto, kar je pa pomembno vedeti, zlasti pri uporabi različnih družabnih omrežij, je pa to, da nas že sama miselna aktivnost lahko vzdržuje budne in potem pridemo do tako zvanih psihofizioloških prebujanj. Nekako se vselej priporoča, da če se le da mladostniki in tudi mlajši otroci, ki pogosto že imajo elektronske naprave, predvsem telefone v svojih spalnicah, da jih pustijo v drugem prostoru, kajti že samo potem tudi aktivnosti telefona, različne sporočila, opozorila in zvočni signali lahko potem tudi privedejo do nepotrebnih prebujanj. Zdaj, kaj lahko naredimo? Se pravi, omejimo zaslone vsaj 30 minut pred želenim odhodom v posteljo oziroma pred želenim spanjem, da nekako obrnemo trend, da gremo spet na te klasične budilke, kajti ogromno otrok dejansko uporablja telefon za namene bujenja. Potem nismo veliko povedali o sami telesni vadbi, vendar seveda tudi ta je zelo pomembna za izboljšanje spanja, pri čemer pa bi želela tukaj stališča cirkadiane dinamike ponovno opozoriti, da tudi ta telesna vadba mora biti ustrezno časovno tempirana, se pravi telesna vadba v zgodnjem popoldanskem času, ne pa zvečer. Kajti kot že rečeno, zvečer, če želimo, da se nam odprejo vrata v spanje, nam moramo začeti telesna temperatura padati, začne takrat naraščati hormon spanja, vkolikor imamo neko intenzivno fizično aktivnost zvečer, v večernem času se nam seveda s tem telesna temperatura zraste in nas to potem tudi nekako zbudi. Zelo pomembno je tudi pri otrocih, da pomislimo na prekomerno uživanje kofeina in tudi drugih poživil v različnih napitkih, ne samo energetskih napitkih, tudi v recimo ledenem čaju, je tein, se pravi, so substance, ki lahko vplivajo na moteno spanje. Nekako Mary Carskadon, ki je ikona spanja pri mladostnikih in je naredila ogromno raziskav na tem področju, vselej nekako zagovarja stališče, da otroci do 18. leta ne bi smeli uživati kofeina. Pomembno je, da nimamo nekih pregrizkov pred spanjem, se pravi, da dejansko zvečer se začnemo na ta način pripravljati spanje, da dovolimo našemu cirkadijanemu biološkemu ritmu, da s temi svojimi sproženji hormonov, aktiviranjem enih in nekako ugašanjem drugih potem pripomoremo k boljšemu spanju. Pomembna je rutina pred spanjem, še posebej za majhnega otroka, da mu je točno jasen ves redosled aktivnosti, da pričakuje naslednjo aktivnost in kadar prihaja do teh stisk ob sami ločitvi zvečer pred spanjem od starša, se pravi, mu bo ta stalna rutina, stalno predvidenje nadaljnjih aktivnosti zelo pomagalo pri tem prehodu, kajti če želimo, da bo otrok lahko neprekinjeno spal preko cele noči, da bo sam zmogel prehode iz enega ciklusa spanja v drugega, potem je pomembno seveda, da pričnemo s tem postopkom samouspavanja. Tukaj bi opozorila, da se ta postopek tega učenja lahko začne šele tedaj, ko je otrok dovolj kognitivno zrel, da bo razumel ta naš trening oziroma to učenje, to pa je običajno nekje okoli 10. meseca starosti. Pomembno je, da imamo primerno spalnico, se pravi, že dr. Bregantova omenjala, ustrezno temperaturo, temo, ustrezno zavarovanje pred nekim hrupom. Pomembno, da svojih problemov ne nosimo seboj v spanje, v posteljo, kajti tudi za nas odrasle velja, da vkolikor gremo v posteljo nesproščeni, imamo veliko težav, potem začnemo premlevati in to je potem osnova za razvoj tako imenovane psihofiziološke nespečnosti. Tudi tukaj bi izpostavila predvsem mladostnike, ki imajo s tem veliko težav. In še ena njihova značilnost, ko poskušajo nekako manko dnevnega spanja nadoknaditi si bodisi z spanjem preko vikenda, kajti takrat lahko potem pride do izrazitega premika cirkadiane biološke ure še dodatno, se pravi do tako imenovanega socialnega jet laga,
kar pa seveda potem negativno vpliva na njihovo zmožnost uspavanja ob pričetku novega šolskega tedna. Pogosto vidimo pri mladostnikih, da preko delovnega tedna živijo v enem ritmu, z običajno zelo zgodnjim jutranjim vstajanjem, med vikendi pa v drugem ritmu, z običajno zelo poznim jutranjim vstajanjem in tudi velikokrat poznim večernim uspavanjem. Potem pridemo do tako imenovanega efekta nedeljske noči, ko je po eni strani mladostnik 2 dni zapored sedaj vstajal zelo pozno in do večera nabral manj spalnega pritiska, po drugi strani pa je nekako že sama cirkadiana biološka ura se po 2 dneh poskuša prilagoditi na nove časovne razmere. In potem seveda pridemo do tega, da je večerno spavanje v nedeljo zelo težko in težavno, običajno pozno, po drugi strani pa potem zaradi potrebe po zgodnjem jutranjem vstajanju v ponedeljek zjutraj že vstopajo potem v šolski teden z premalo spanja. Poskušajo ga nadoknaditi pogosto z dnevnim spanjem, kot že rečeno, z dnevnim spanjem lahko sprostimo preveč spalnega pritiska, kar potem rezultira še v kasnejšem večernem uspavanju in še v krajšem nočnem spanju. Pomen izpostavljenosti močni svetlobi, se pravi, da med vikendi velja tudi za nas, ne poležavamo v postelji, pač pa zjutraj vstanemo, nekaj pojemo in smo potem aktivni in predvsem izpostavljeni svetlobi. Kajti le na ta način bomo zvečer potem se lažje uspavali in šli spat prej. In pa tisto, kar se je izkazalo tudi v raziskavah, da nekako poskus nadzorovane rabe interneta z naprej določene časovne omejitve lahko pomembno prispeva tako količini kot kvaliteti spanja pri otrocih in mladostnikih. Torej, če povzamem, spanje potrebujemo zato, da se spomnimo tisto, česar smo se naučili, da lahko uredimo naše misli, da predvidevamo neke aktivnosti, da predvidevamo posledice naših dejanj, da lahko reagiramo hitro, da smo tudi ob tem učinkoviti, da smo kreativni, da lahko razmišljamo abstraktno in seveda, da tudi ohranjamo naše zdravje. In če zaključim, spanje je podvrženo velikim razvojnim spremembam, tako v časovni organizaciji kot sami arhitekturi spanja in pa predvsem tudi v razvoju cirkadianih bioloških ritmov. Nezadostno ali pa moteno spanje zaradi obstoja najrazličnejših motenj spanja ima lahko posledice tako na telesnem kot na duševnem funkcioniranju in razvoju. In zato lahko seveda upravičeno zaključujem, da je zadostno zdravo spanje eno izmed najbolj pomembnih temeljev za zdravo rast in razvoj otroka. Tako da na tem mestu bi se zahvalila in pustila mogoče še malo več prostora za kakšna dodatna vprašanja. Ja, najlepša hvala. Zelo široko predavanje, odpira oči in postavlja vprašanja. Pa naj kar začnem z vprašanjem, ki je mogoče že bilo postavljeno, pa vseeno še ne čisto odgovorjeno. Ali nam lahko priporočate, poleg te zadnje knjižice, ki ste jo izdali, Spanje in motnje spanja pri otrocih, še kakšno dodatno literaturo o spanju in otrocih? Ja. Tukaj ne morem mimo tega, da ne bi izpostavila mojega mentorja in učitelja, profesorja Richarda Ferberja, avtor tako imenovanega ferberizma, oziroma pri nas ga nekateri imenuje tudi metoda izjokavanja. Tako da on je gotovo eden izmed velikanov na tem področju. Zdaj, mogoče za bolj francosko govoreče je to moja druga mentorica, ki bi jo priporočala, to je Marie-Jo Chalamel, tudi napisala krasne knjige. Zelo splošna in poljudna knjiga, ne vezano samo na spanje pri otrocih, ampak na splošno o spanju, pa je seveda knjiga Adama Walkerja, Zakaj spimo, ki je tudi prevedena v slovenski jezik in je res knjiga, ki bi jo priporočala pravzaprav vsakomur, ker na zelo poljuden način vpleta je vse različne raziskave in nam nudi vpogled
v sam svet spanja, v organizacijo spanja, v pomen, razvoj in podobno. Super, hvala. Pa mogoče, če kar nadaljujemo z vprašanjem, ali lahko predstavlja vzgoja otrok za popoldanski počitek dovolj pomemben vidik k zmanjšanim duševnim motnjam v odrasli dobi? Tako kot je že omenila doktor Bregantova pred mano, ta pomen tega dnevnega spanja, ne. Predvsem, kot že rečeno, izhajamo iz potrebe otroka in njegovega vedenja, ne. Kot že rečeno, pri čemer moramo biti pozorni, da zlasti pri teh malčkih se lahko ta čezmerna zaspanost kaže paradoksno, se pravi z neko povečano stopnjo aktivnosti, nemirom, vedenjskimi izbruhi in podobno. Seveda v tem primeru nekako težimo k temu, da mu omogočimo spanje. Zdaj, da bi rekli, a ne, da lahko nekako vplivamo nekje, da spodbujamo spanje kot takšno, a ne, se pravi, tudi če otrok ni zaspan ali pa ko že začenja opuščati spanje, običajno ga najprej začnejo opuščati preko vikenda, da vztrajamo pri njem, zato ker ima to lahko dolgoročne posledice, bi rekla temu, da ne, kajti slej ko prej, če zaradi razvojne spremembe, se pravi zmanjšanje potrebe po spanju, reorganizacije spanja, ko pride do opuščanja tega dnevnega počitka, a ne, v kolikor ga nekako poskušamo še vsiljevati, bo potem to rezultiralo v to, da bo večerno uspavanje nekoliko težje, da bo večerno spavanje nekoliko manjše, potem celokupna količina nočnega spanja manjša, ne. Tako da bi rekli na ta način, da, in tudi kot je že omenila doktor Bregantova, da tisti otroci, ki imajo dnevni počitek dlje, da so manj razviti ali pa da potem kasneje to bolje vpliva na njihov kognitivni razvoj, moramo reči, da študije takih razlik niso pokazali med tistimi, ki zgodaj opustijo dnevni počitek in tistimi, ki ga pozno. Res pa je, a ne, da je zgodna opustitev dnevnega počitka pa nekaj, kar lahko vidimo pri nekaterih nevrorazvojnih motnjah, predvsem recimo je to značilno za otroke z motnjo avtističnega spektra in to tudi ena izmed, bom rekla, nekih vedenj, ki nekako nam potem v zgodnjem obdobju nekako postavi sum na to nevrorazvojno motnjo. Hvala. Naslednje vprašanje, ali je kakšna povezava med anksioznim otrokom in nesprejemanjem rutine, ravno zato, ker vejo, kaj sledi in se upirajo spanju? Ja, tukaj bi vsekakor potrdila in tukaj je zelo pomembno, a ne, da tudi nekako upoštevamo temperament otroka, ne. Tudi doktor Bregantova je nekako opozarjala, da je ta proces potreben, da je pač individualno prilagojen, a ne, se pravi, ampak kljub temu, a ne, tudi če je otrok anksiozen, je pomembno, ne, da vztrajamo na rutini, da pristopimo k temu načinu samouspavanja. Morda bodo samo te koraki, ki jih bomo vpeljevali, jih bo več, bo to bolj postopno, a ne, se pravi, bomo poskušali vmes intervenirati, da bomo neko neprimerno povezavo s spanjem, kot recimo, ne vem, umirjanje v naročju, zamenjali za umirjanje v posteljici, z trepljanjem, božanjem in podobno in potem v naslednjem koraku še na manj neprimerno samo z nekim božanjem ali samo svojo prisotnostjo in potem v naslednji fazi šele potem pridemo do povsem samostojnega uspavanja. Vsekakor je tukaj temperament otroka zelo pomemben. Velikokrat pa tudi, a ne, potem seveda pri otrocih z jasno razvito anksioznostjo, največkrat so to pač otroci v obdobju pubertete, imajo lahko seveda izrazite težave, predvsem zaradi razvoja nespečnosti in posledično, kot sem že omenila, potem slabše spanje, manj spanja, še dodatno potem ojači simptomatiko anksioznosti in potem je včasih seveda tukaj potrebno potem tudi farmakološko intervenirati. Kajti omenila bi predvsem, kar se tiče zdravljenja motenj spanja pri otrocih, predvsem največkrat se seveda pogovarjamo o nespečnosti, je tako kot pri odraslih, a ne, je ta vedenjsko-kognitivna terapija, se pravi, so zelo pomembni ti nefarmakološki ukrepi, seveda pa pri določenih motnjah spanja, ki predstavljajo neke nevrološke ali pa pulmološke bolezni kot vse ostale, pa seveda
je potrebna tudi farmakološka terapija ali pa recimo tudi kirurško zdravljenje. Hvala. Ali je pomemben prostor postelja popoldanskega počitka otrok starih od 1 do 2 let? Ja, je pomembno v tem smislu, da predvsem tisto, kar želimo, a ne, pri otroku zgodaj nekako spodbuditi in vzpostaviti, je ne samo to samostojno uspavanje, ampak tudi to, da se nekako zaveda pomena svoje postelje, da se v njej dobro počuti. Se pravi, da to ni nek prostor, ki bi mu bil tuj, ker bi se stalno tam zbujal, pa ne vedel, kako je tja prišel, a ne, to je problem teh otrok, ki so stalno odlagani v spanju, a ne, ko zaspijo v nekje drugje, se pravi v naročju, v vozičku, v avtomobilskem sedežu in jih potem vselej prelagamo v njihovo posteljo, a ne. Zdaj, če je otrok doma, v domačem okolju, potem seveda ni nobene potrebe, da ne bi bil ta prostor za spanje stalen, a ne. Kajti tudi to je del rutine, da imamo stalno nek prostor, ki je namenjen spanju. Otroku že zelo zgodaj vzpostavimo te pravilne povezave oziroma pravilen pomen postelje, se pravi, postelja ni prostor, v kateri bi se prehranjevali, postelja ni prostor, kjer bi se igrali, postelja ni prostor, kamor bi recimo otroka dali, če bi ga želeli kaznovati, a ne. Se pravi, pomembno je, da se v svoji postelji dobro počutimo, kajti tudi za nas odrasle velja, da v nobeni hotelski postelji ne spimo tako dobro, kot v svoji lastni postelji. Seveda pa moramo nekako otroku pomagati, da to usvoji, zato če smo doma, naj spi v svoji postelji, ki pa jo ni potrebno samega prostora spalnice, pa ni potrebno ob dnevnem počitku zatemnjevati, a ne, zaradi tega, ker želimo spodbujati, se pravi, dajati te pravilne dejavnike časa in želimo spodbujati razvoj cirkadiane biološke ure, se pravi, da naj bo ta dnevni počitek drugačen, kot je nočno spanje, da bo tudi otroku to povsem jasno. Seveda, če pa smo nekje zunaj, pa ni popolnoma nič narobe, če otrok zaspi v vozičku, a ne, ampak tukaj apeliram predvsem na to, a ne, da doma ne spreminjamo teh ležišč, se pravi, da otrok spi v svoji postelji že od samega začetka, od rojstva dalje, ki jo po možnosti, potem ko nočno hranjenje ni več potrebno, premaknemo v ločen prostor in da potem doma ne menjujemo teh mest za spanje, se pravi, da ne spi na kavču, v starševski postelji in podobno. Naslednje vprašanje oziroma pobuda, mogoče je potrebno omeniti tudi pomen prehrane pred spanjem. Nekaj je bilo že rečeno, mogoče se še sam povzetek. Ja, vsekakor, a ne, se pravi, pomembno je, da zvečer nimamo nekega preobilnega obroka in prepoznega, a ne, kajti takrat, kot že rečeno, tudi raven naših prebavnih encimov se spanje zniža. Tukaj bi omenila predvsem na problem povezovanja hranjenja in spanja. Tudi tukaj moramo nekako, a ne, v prvem letu narediti ta preskok, medtem ko večina dojenih otrok v prve pol leta zaspi med dojenjem in jih potem odlagamo k spanju, je to povsem normalen vzorec, vendar potem, ko začnemo vzpostavljati drugo prehrano, je pa pomembno, da tukaj potem dojenje vzpostavimo kot način prehranjevanja in ne kot način uspavanja. Kajti v primeru, a ne, da vzpostavimo povezavo med dojenjem in spanjem, potem seveda v vseh teh fizioloških prehodih iz enega ciklusa spanja v drugega je potrebno potem ponovno način uspavanja z dojenjem, kar lahko privede pogosto do tega, da veliko otrok na ta način dobi pravzaprav pogosto več kot polovico vseh dnevnih potreb po tekočini v nočnem času, oziroma tudi potreba po kaloričnem vnosu, se pravi, večinoma v nočnem času. Ti otroci imajo potem kar težave z hranjenjem, zjutraj nimajo takega občutka lakote, otrok, ki ponoči se stalno prehranjuje, seveda tudi slabše spi, kajti to vpliva na njegovo kvaliteto spanja. Pogosto je potem lahko potrebno tudi previjanje ponoči, kar vodi v daljša obdobja budnosti, a ne, tako da ta vzorec je zelo, zelo problematičen in izrazito vpliva tudi na kvaliteto otrokovega spanja. Zato je pomembno, da v drugi polovici prvega leta pričnemo to povezavo med dojenjem in spanjem razčlenjevati in razkleniti, se pravi, da je dojenje res hranjenje, medtem ko poskušamo vzpostaviti druge bolj primerne povezave.
Ali spalni terapevt, ki obiskuje otroke prvega starostnega obdobja, pomaga pri domači rutini spanja ali ima tak otrok drugačne globje težave? Nisem razumela vprašanja, ste omenili spalni terapevt? Ja, tudi jaz prvič slišim. Ja, jaz sicer ne slišim prvič, veliko tako imenovanih spalnih coachov obstaja predvsem v tujini, a ne, to je, bom rekla, tudi postalo kar neko področje industrije, a ne. Jaz mislim, da tovrstni spalni terapevti, ki, bom rekla, imajo različne ozadje in nimajo prepoznave celotne možne patologije spanja, da pravzaprav nimajo mesta in bi jih definitivno odsvetovala. Seveda neki osnovni napotki so pa tisti, ki jih lahko starši dobijo ob vseh teh preventivnih pregledih, zdaj če govorimo o spanju v prvem letu življenja, ki se izrazito spreminja, a ne, tudi nekako seveda spanje v prvih mesecih ne more napovedovati potem spanja kasneje. Se pravi, da je pomembno, da te ukrepov ne izvajamo prezgodaj. In kot sem že prej omenila, je to vsekakor, da jih ne moramo izvajati, preden otrok doseže zadostno stopnjo kognitivnega razvoja, da bo ta naš postopek učenja razumel. Potem je seveda tudi zelo pomembno vedeti, da v prvem letu zlasti ob osvajanju teh velikih gibalnih mejnikov v razvoju prihaja tudi do poslabšanja spanja. Največkrat se te težave potem pripišejo zobem, kar ne drži, a ne, raziskave niso dokazale, da bi zraščanje zob vplivalo na ta nočna prebujanja, razen v primeru nekih izrazitih bolečin, kot v primeru kakršnihkoli drugih bolečin. Pač pa gre za normalna razvojna obdobja, ko se spanje poslabša in takrat je pomembno, da se zavemo tega pomena pravilnih povezav, da v tistem obdobju zadev ne poslabšamo do te mere, da potem nekako dejansko moramo iskati dodatno pomoč. Tako da jaz bi nekako na tem mestu apelirala, da težave s spanjem prepustimo strokovnjakom. V prvi meri, če govorimo samo o teh vedenjskih ukrepih, najprej pač pediatrom, in če govorimo o vedenjski nespečnosti, v primeru kakršnihkoli drugih težav pa je na mestu pač specialist medicine spanja. Zdravo, kakšno priporočilo za otroka prvega starostnega obdobja pri težavi umiritev na ležalniku? To je verjetno v vrtcu. Ja, zdaj ne vem, a je to umirjanje zvečer pred spanjem, pa kot že rečeno, ne vem, zakaj na ležalniku. Običajno je zanimivo je tako, da otroci zelo hitro v vrtcu osvojijo te povezave s spanjem, a ne, takrat tam je nekako to kolektivni princip, a ne, otroci velikokrat prilagodijo svoje vedenje pač svojemu okolju, velikokrat v vrtcu spijo brez težav, doma pa potrebujejo zvečer še pomoč in stalno prisotnost nekoga pri uspavanju. Tako da tukaj bi rekla zdaj, če govoriva zvečer o umirjanju, naj bo to v otrokovi postelji, kajti tam je prostor, kjer se bo otrok potem seveda preko cele noči prebujal na prehodih iz enega ciklusa spanja v drugega, in če želimo, da bodo ta prebujanja kratka in samoumevna, seveda morajo biti potem okoliščine, v katerih otrok spi in zvečer zaspi potem celo noč nespremenjene. Se pravi, lahko na različne načine, tukaj moramo biti zelo pozorni, recimo, a ne, pri nekem zelo nemirnem otroku, ali morda ne gre za neko motnjo gibanja v spanju. Recimo sindrom nemirnih nog je bolezensko stanje, ki ga poznamo tudi že v otroškem obdobju, pa je velikokrat neprepoznano. Zaradi tega, ker je za diagnozo te motnje pač potrebna dobra anamneza, se pravi, nimamo nekaj specifičnih preiskav, ki bi potrdile ali ovrgle diagnozo, in otroci velikokrat ne znajo izraziti teh svojih občutkov, in sicer gre za neke neprijetne občutke, običajno v nogah, lahko tudi v rokah, ki se pojavijo ponavadi najbolj izrazito zvečer, se pravi, se stopnjujejo preko dneva in se pojavijo v mirovanju, izzvenijo pa z gibanjem. In največkrat te senzacije opišejo kot neke mravljinčenje, lahko kot nek pekoč občutek, velikokrat pa pravzaprav gre tukaj tudi za tako imenovane rastne bolečine, lahko pravzaprav v ozadju za
sindrom nemirnih nog. Tako da pri izrazito nemirnem otroku, zdaj ravno v novi klasifikaciji, ki bo išla v prihodnjem letu, je tudi nova motnja spanja kot takšna, je sindrom nemirnega spanja pri otroku, kjer so z raziskavami pokazali izrazito specifičen vzorec gibanja v spanju, predvsem če je pri sindromu nemirnih nog to gibanje bolj omejeno na manjše dele, se pravi bolj na distalne dele okončin, gre pa tukaj za večje gibe telesa in dejansko nekateri otroci imajo tako imenovani sindrom nemirnega spanja in je velikokrat to povezano lahko tudi z znižanimi zalogami železa v obliki ferritina. Se pravi, da gre res za neke motnje spanja, ki jih ne moremo samo z nekim sleep coachingom nekako odpraviti, tako da je tukaj pomembno to razumevanje. Kaj svetujete za otroka na prehodu iz vrtca v šolo, kjer popoldanski počitek ni na voljo? Ali je bolje otroka počasi pripravljati na šolo, torej manj popoldanskega spanja, ali naj otrok, če želi, gre na popoldanski počitek, ko pride iz šole domov, čeprav je to okoli 15. ure? Ja, kot sem že omenila prej, tega dnevnega počitka ne bi spodbujali, razen če je v bistvu potem otrok ima izrazite dnevne težave. Vkolikor se pravi, gre za otroka, ki je že vstopil v osnovno šolo, je pa vsekakor na mestu tudi, da si postavimo to vprašanje, kako je z njegovim nočnim spanjem, ali spi dovolj, se pravi, ali gre dovolj zgodaj spat, ali ima dovolj priložnosti za spanje, ali ima morda kakšne težave s spanjem, kot so smrčanje v spanju, recimo premori dihanja, stalno dihanje, odprta usta, prekomerno potenje v spanju, nemirno spanje, recimo, vse to so lahko patologije, ki se pojavijo že tudi v tem starostnem obdobju, ali pa neki drugi dogodki v spanju, kot so recimo parasomnija. Povsem običajno bom rekla, ni, da otrok dejansko ob vstopu v šolo še potrebuje dnevni spanec. Vsekakor pa kasnejši kot je, po 15. uri lahko potem že vpliva na težavnejše večerno spanje. Ali so osebe z narkolepsijo ogrožene za prejšnjo smrtnost? Ne, načeloma ne zaradi same bolezni, seveda so pa lahko, zlasti če so neodkriti, nezdravljeni, bolj izpostavljeni poškodbam, lahko tudi poškodbam v prometu. Ti ljudje so še nedolgo nazaj potrebovali približno 10 let od prvih simptomov do diagnoze, kar pomeni, da so se v tem času že odšolali, vključili v delovni proces in morda pogosto tudi na delovna mesta, ki za njih niso primerna, in so zaradi tega seveda tudi potem bolj ogroženi za neke poškodbe pri delu, ampak sama bolezen kot taka ne skrajšuje življenjske dobe. Ali kožna bolezen, atopijski dermatitis vpliva na kakovost vzorec spanca in kako, čeprav se nam zdi, da smo časovno spali dovolj? Ja, lahko, seveda. Atopijski dermatitis, pogosto simptomatiko srbenja, to lahko vpliva na samo kvaliteto spanja, in na nespečnost. In zato je tukaj zelo pomembno, da pri neki nespečnosti nekako poskušamo odkriti vzrok, kajti takrat moramo zdraviti vzrok, podobno kot recimo pri nekem glavobolu zaradi vnetja sinusov, bomo lahko z analgetikom zgolj nekoliko ublažili simptomatiko, ne pa odpravili vzroka. Tako da tukaj je seveda zelo pomembno pri atopijskem dermatitisu, da se dosledno držimo diete, vkolikor imamo neke jasno ugotovljene alergije oziroma vemo, da neka prehrana lahko poslabša simptomatiko kožno, da potem seveda ob zagonih izvajamo ustrezno terapijo in tudi sicer redno nego kože in včasih na tem mestu, kadar je ta srbež preveč izrazit, je tudi na mestu potem uporaba antihistaminika. Ampak vsekakor otroci, ki imajo atopijski dermatitis, imajo tudi slabše spanje. Še mogoče mnenje glede nočnih lučk pri manjših otrocih, mlajših otrocih. Ja, nočne lučke spet zelo pomembno, vkolikor je to res neka lučka, ki, bom rekla, osvetljuje izhod ali pa neke te blage luči, ki so v vtičnicah, je to dovoljeno, medtem ko sama nočna luč ob glavi, ob postelji pa je manj primerna, zaradi tega, kot sem rekla, 100 luksov svetlobe pravzaprav ni zelo veliko,
in to lahko že povsem zavre izločanje melatonina. Vsekakor poskušamo morda tudi narediti nek kompromis, da raje pustimo odprta vrata spalnice, pa svetlobo na hodniku, se pravi, da ne gre za neposredno svetlobo v sobi. Zdaj pa glede na čas, odgovorili smo na polovico vprašanj, tako da dr. Gnidovec Stražišar, res se vam najlepše zahvaljujem za to predavanje in bi vas še prosila, če lahko greste v rubriko Questions and Answers oziroma vprašanja in odgovori in pisno odgovorite še na preostala vprašanja, da bodo udeleženci dobili odgovore. Jaz pa vabim, da si privoščimo krajši odmor, pa se vidimo čez 20 minut čez 2. uro, ko nadaljujemo z naslednjim predavanjem. Hvala, dr. Gnidovec Stražišar. Hvala tudi vam, ja, nasvidenje. Srečno.